uspeh je zmagal vztrajnosti, ne, in potrpežljivi vlagatelji v srebro bodo bogato nagrajeni. Ne vem, koliko vas pozna podatke, da je v bistvu proizvodnja rudnikov zaradi nizke cene upade že 3 leta. Na drugi strani tudi skupna ponudba srebra upade že 4 leta. In dejansko, da je že več kot 10 let neto deficit med ponudbo in povpraševanjem. To vidimo tukaj, tale spodnja črta, in v bistvu, da vidimo tudi intenziteto tega deficita. Potem pa, če pogledamo samo povpraševanje, to je ta del, vidimo, da v bistvu samo 17,5% znaša delež srebrnih kovancev in srebrnih palic v celotnem povpraševanju. Na drugi strani je pa ta celotna vrednost po trenutnih cenah, se pravi vseh proizvedenih srebrnikov in srebrnih palic v letu 2018 znaša 2,6 milijarde evrov. Zdaj, nam ta številka 2,6 milijarde kaj pove? Mogoče vam pove to, da to na vsakega prebivalca sveta predstavlja samo 33 evrocentov, oziroma da samo Italija za obresti plača 94 milijard evrov. Tako da zelo, bom rekel, majhen je ta trg fizičnega srebra. In mogoče tudi za eno tako lažjo primerjavo, v primerjavi z drugimi trgi, si lahko pogledamo sledeče slajde. Tale pikica tukaj predstavlja vse srebro na svetu, ki je na voljo za, bom rekel, uporabo. Po angleško je to above ground stock. Se pravi, vidimo, koliko majhen delež to predstavlja. Naslednji, bom rekel, prikaz je prikaz velikosti kriptovalut, se pravi vseh kriptovalut. Tale rumena, bom rekel, rumen kvadratek predstavlja Bitcoin. No, naslednja primerjava je primerjava z največjimi svetovnimi podjetji, se pravi Berkshire Hathaway, Microsoft, Alphabet, Apple, Facebook in Amazon. Potem je primerjava z 50 najbogatejšimi ljudmi na svetu, primerjava z bilanco ameriške centralne banke, ki je pred krizo, vidite, tule znašala tole spodnjo vrstico. Odkar so začeli z kvantitativnim sproščanjem, se je v bistvu ta bilanca več kot potrojila. No, potem, če primerjamo naslednje podatke, se pravi, ta zelen prikaz nam prikazuje vse valute, govorimo o kovancih in papirnatih bankovcih na svetu, in pa v bistvu tako imenovan, kakor sem prej rekel, above ground stock zlata. Se pravi, dejansko vidimo, da je srebra v primerjavi z zlatom ne samo v bistvu glede na trenutno razmerje, kakor je, ki je 1 proti skoraj 90, ampak če gledamo te dve količini, ki sta na voljo že nakopani, je to v bistvu več kot vsaj 1 proti 200, če ne še več. Srebro glede na vrednost delniških trgov, vidimo, da je, bom rekel, že samo delniški trg Velike Britanije predstavlja ogromno večji, bom rekel, delež, kakor je na voljo srebra. To predstavlja japonski trg, kitajski trg, delniški trg Evropske unije, seveda ameriški trg kot največji trg na svetu in pa v bistvu preostal del sveta na delniških trgih. No, potem, če pogledamo celotno zalogo denarja, se pravi, eno je to vključuje bankovce, kovance, depozite na vpogled na bankah in pa v bistvu, bom rekel, depozite, ki so recimo vezani. Čeprav, na primer, zanimiv podatek v Sloveniji, od vseh depozitov, ki jih imamo mi na bankah, je to nevezanih več kot 60%. Tole predstavlja globalni dolg. Vidimo v bistvu, da Matjaž je že omenil, da globalni dolg presega praktično zdaj že zopet rekordne vrednosti. To je javni dolg oziroma globalni dolg razvitih držav in pa razvijajočih se držav.
Glede na nepremičnine, tudi vidimo, da je v bistvu srebro zanemarljiva pikca. Tele modre pikce pomenijo komercialne nepremičnine, zelene pomenijo kmetijske nepremičnine in pa te črne pomenijo, bom rekel, stanovanjske nepremičnine. No in pa to, kar se še nadaljuje, dvakratnik tega, so pa svetovni finančni derivati, ki jih je tudi Matjaž v začetku webinarja omenil. Recimo sam Warren Buffett jih imenuje kot jedrsko orodje finančnega sveta. Se pravi, ne bom rekel, izpeljeval iz tega več, kaj jih je slabše, čisto po domače povedano. In glede na vse prikazano, lahko vidimo, da dejansko srebro je res en mini, bom rekel, trg in samo sami si dajte predstavljati, kaj se lahko zgodi s ceno srebra, če samo en del premoženja se prerazporedi v srebro. Se pravi, ne 1% od tega, kar smo prej delali, 0,1%, pa lahko cena odleti v stratosfero, bom rekel, in so lahko te napovedi, ki jih je Matjaž tudi povedal, zelo, bom rekel, nizke glede na potencial samega